Sodobna tehnologija je dodobra spremenila naš vsakdan. Še posebej to velja za področje informiranja in zabave. Računalniki, pametni telefoni, televizija in različne tablične naprave močno vplivajo na naš način življenja, s tem pa tudi na čas, ki ga preživimo sede. Še posebej, ko gre za mlade in njihov prosti čas, se vpliv ekranov ne odraža le v gibalnih sposobnostih, temveč tudi v načinu razmišljanja in samoiniciativnosti. V Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije so v okviru projekta Recimo neodvisnosti pripravili strokovni posvet o vplivu digitalnih tehnologij in medijev na razvoj zasvojenosti pri otrocih in mladostnikih. Na Društvu za zdravje srca in ožilja smo že pred več kot 15 leti pričeli delovati na področju preventive sedenja, se reče, pred ekrani. In že takrat je bilo to zelo pogosto, predvsem zaradi tega, ker so otroci, pa tudi odrasli, zelo veliko presedeli za televizijskimi ekrani in sedenje, kot vemo, povzroča mnoge zdravstvene težave, predvsem kronične nenalezljive bolezni, zaradi tega, ker je dejavnik tveganja za nastanek prekomerne telesne teže oziroma debelosti. Debelost oziroma prekomerna telesna teža pa povzroča vse te težave. S pojavom novih digitalnih tehnologij smo se odločili, da posežemo tudi na to področje, čeprav se ne tiče vse bolezni srca in ožilja, ampak je to le vrh ledene gore, te kronične nenalezljive bolezni. In na tem strokovnem srečanju, ki smo ga organizirali, smo ugotavljali, kaj vse se skriva še pod tem sedenjem za ekrani. Nekritična uporaba elektronskih naprav je tesno povezana z razvojem zasvojenosti, ki povzroča vrsto dodatnih težav. Nove tehnologije, tako poleg podpore, ki nam jo nudijo, postajajo vse večji izziv s svojim vplivom na vsakdanje življenje. Sodobna tehnologija z vsem svojim arzenalom, zlasti digitalna tehnologija in tista, ki je povezavi z umetno inteligenco, postavlja kar veliko tveganj in pa stik. Problem je, da današnji otrok dobi to tehnologijo tako rekoč v zibko in je seveda stvar staršev in pozneje vzgojiteljev in učiteljev in vseh skupaj pravzaprav, ki se ukvarjajo z vzgojo, kako res opremiti za to, da bo znal to tehnologijo uporabiti sebi v korist, ne pa sebi v škodo. Nova tehnologija, ki podpira realnost, je dejstvo in tega se ne smemo bati. Zdaj, nova tehnologija, ki pa skrbi za razvedrilo sprostitev, to so pa razne stave, igrice, socialna omrežja, tu je pa potrebno postaviti neko mejo. Namreč, ko smo mi za sprostitev na pametnem telefončku ali pa na računalniku tablice, ne začutimo utrujenosti, naveličanosti, ampak potrebo, da svoj čas širimo vedno dalj, vedno bolj intenzivno in seveda, ko mi pri svojem otroku prepoznamo ali pa tudi pri svojem partnerki prepoznamo, da je začel opuščati stvari, ki jih je prej rad počel, da se dejansko ne more več skoncentrirati, da je noč postala dan, da postane mogoče celo agresiven, če zahtevamo, da vsakdanje obveznosti od hrane, higiene opravlja, vzroji. Torej, ti drobni znaki kažejo na to, da se je človek začel spreminjati. Proizvodnja teh tehnologije računa na to, da bo precej nekritično uporabljena. To je pa ravno tisto, kar moramo z vzgojo premostiti in včasih celo preprečiti. Danes se recimo dokaj pogosto pojavljajo že celo pojavi, ki so tam nekje na meji zasvojenosti in odvisnosti, ki jih poznamo na drugih področjih, vendar so znaki pravzaprav podobni. In če opažamo, da so otroci že tam v drugem letu starosti in tam naprej lahko dobesedno zasvojeni z ekranom, je to narobe in to je treba z ustrezno vzgojo spremeniti. Kot smo slišali tudi na strokovnem srečanju, pa tudi mi smo prepričani v to, da
je dobro otrokom že kar zgodaj, ko se začnejo spogledovati z različnimi ekrani, povemo, koliko časa lahko preživijo za ekrani, ne? In jim poskušamo organizirati njihov prosti čas, pa tudi našega, na ta način, da že zgodaj v otroštvu čim več skupaj preživimo aktivno, da se z njimi gibljemo, hodimo ven na sprehode, na igrišča. Nekdo, ki je 4-5 ur, ne vem, fizično aktiven, cepi drva, ga zanimajo stvari, je radoveden, kakšno v špiči kot mladostnik, kot najstnik, tisti, če je po urco 2 na dan, njemu to ne predstavlja grožnje. Ne, imam pa primer fanta, ki je samo 2 uri na dan na igrcah, ampak potem, ko preneha, izsili televizijo in tam preživi 5-6 ur na televiziji in nič ga ne zanima. Popolnoma nobena stvar ga ne nagovarja in seveda on pa je rizičen, zato je treba gledati celovito, ne? Ker nek otrok je lahko po 5 ur na dan na igrcah, pa ni ogrožen, ni problematičen, ker je drugače tako aktiven in v življenju iznajdljiv in družaben, potrebuje stike, jih tudi organizira, drugo pa je, če je pasivnejša. Sodobna znanstvena dognanja opozarjajo, da ima zgodnje srečevanje otrok z digitalno tehnologijo, kot sta televizija in računalnik, precejšen vpliv na razvoj možganov. Moramo reči, da pravzaprav se pa ves čas otrokovi možgani gradijo, spreminjajo, ne? In da to spreminjanje in grajenje mi imenujemo nevroplastičnost. Zelo, zelo izrazito je v prvih 2 desetletjih. Možgani so neločljivo povezani z našimi duševnimi funkcijami, to je pa tisto, kar seveda človeka najbolj zanima in kar najbolj osmišlja njegovo inteligenco. Optimalen razvoj možganov je pa nekaj, za kar je treba poskrbeti od rojstva, no, seveda že pred rojstvom, ne? Ampak tam v zgodnji mladosti je ta razvoj zelo plastičen, tam od 1. leta starosti pa 3., 4. leta starosti je to izjemno pomembno, to je obdobje, v katerem se ustvarjajo potenciale, ne, za to, da se bo razvil čut za druge ljudi, za njihovo stisko, za pomoč, empatija. To je obdobje, ki je kritično razvoj naših emocionalnih, čustvenih, motivacijskih in kognitivnih funkcij. Tako da je najboljša metoda in tudi najboljša investicija za to, da bo otrokov razvoj optimalen razvoj možganov. Kako torej preprečiti pretirano rabo spleta in ekranov pri mladostnikih ter s tem zmanjšati možnost nastanka odvisnosti? Katere so tiste aktivnosti, ki lahko pomagajo pri preprečevanju odvisnosti od ekranov? Internet in sodobni digitalni mediji delujejo na spomin. Ni res, da bi mi bili osiromašeni, samo narava spomina se spreminja. Ne smemo pozabiti, da mi govorimo zdaj o teh dinamičnih možganih, ki se spreminjajo v dobrem in v slabem. Če bomo v tem obdobju velike nevroplastičnosti otroku ponavljano omogočili neke stvari oziroma jih dovolili, zna to imeti kar precej, bom rekel, strukturne, jasne spremembe v njegovih možganih. V splošnem ločimo uravnoteženo uporabo spleta, ločimo prekomerno uporabo spleta in ločimo tudi zasvojenost z različnimi spletnimi vsebinami. Najlažje je pravzaprav pogledati celoten dan uporabnika. Kaj on v celotnem dnevu dela? Če je to recimo samo šola ali pa samo služba, pa pol cel prosti čas, neka zabavna spletna vsebina, to ni uravnotežena uporaba. Nekje raziskave ocenjujejo, tudi slovenska raziskava, ki jo je, mislim, da 2015 naredil Nacionalni inštitut za javno zdravje, so ugotovili, da nekje 3,1%, okrog 3% populacije, ki uporablja internet, je v nevarnosti, so v riziku, da razvijajo zasvojenost. In tudi evropske raziskave so tam od 3 do 5% populacije, kar tudi ni malo v bistvu. Se pravi,
da je zelo pomembna previdnost, zlasti pri uvajanju novih stvari, da je zelo pomembna previdnost, vendar da ne kot posamezniki, ne kot družba ne smemo biti ohromeli od strahu pred novim. Izjemno pomembna pri vsem tem in vse bolj pomembna je etika in dobronamernost do človeka in do družbe. Največje zlo je v potrošništvu, te krame, te hiperprodukcije, večinoma popolnoma nepotrebnih stvari. Mi moramo izbrati tisto, kar res rabimo, kar res potrebujemo in tudi tisto, kar potrebujemo, izbrati najbolj kvalitetno. Kako torej preprečiti pretirano rabo spleta in ekranov pri mladostnikih ter s tem zmanjšati možnost nastanka odvisnosti? Katere so tiste aktivnosti, ki lahko pomagajo pri preprečevanju odvisnosti od ekranov? Ena stvar je to, da starši poskušamo delati na načine, ki podprejo mlade, da se lažje razvijajo. Drug del je to verjetno, da so to šolski programi, ki se jih da prilagoditi oziroma paziti na to, kako izvajamo, ker ni nujno, da je vsaka vsebina, ki učitelji predstavljajo, predstavljena čez digitalno tablo, ampak je lahko tudi na drug način. Tretji nivo je verjetno delo različnih organizacij, ki delajo preventivne programe, se pravi organizacij, ki organizirajo dogodke, dejavnosti za mlade, malo manj mlade in podpirajo ljudi za to, da se znajdejo v tem svetu. In četrti je verjetno nek splošen pristop k temu, da ni nujno, da se vsaka stvar zgodi skozi ekran. Vsekakor se je treba izogibati elektronskih igračk, namreč ko naši otroci pritisnijo na gumb in zakikirika petelin ali pa zamuka krava ali pa zariga osliček, tu noč so intenzivne barve in zvoki in počasi, če otrok uro, 2, 3 na dan, 4 preživi z elektronskimi igračami, se možgani navadijo, adaptirajo na to intenzivnost in otrok, ko gre v naravo, te intenzivnosti tam ni, mu narava postane dolgčas, ga ne more več oblikovati, bo postane siva cona in bo iz narave bežal domov za ta ekranček, kjer se bo lahko pomiril na tej intenzivnosti. Narava je učilnica, ki je odprta 24 ur na dan, pouk je brezplačen, tako da narava mene šolnile plačevati. Mislim, da starši morajo dati tisti vzgled, da ko otroka popeljejo v neke okolja naravna, da potem enostavno pustijo otrokom, da sami raziskujejo naprej, ne da ne nekno pod neko pokrovko nekega nadzora. Otrokom omogočiš, torej odpreš pot, potem pa mu prepustiš, da dela sam in da raziskuje sam. Velikokrat razmišljamo o tem, da bi lahko bili zgled in kako bi lahko bili zgled, ampak v resnici mi smo zgled in seveda je to krepek razlog več, da moramo biti dober zgled. Za strokovno srečanje, kako digitalne tehnologije vplivajo na zdravje, na življenje in stanje naših otrok, smo se odločili za to, ker smo želeli, da predavatelji, ki smo jih povabili kot govornike na strokovno srečanje, povedo vsak svojega področja tudi rešitve, ki bi lahko vplivale na izboljšanje stanja na tem področju. Tako da vsak predavatelj nam je posredoval določene rešitve in njihove poglede na problematiko sedenja za ekrani. In te bomo sedaj izbrali ter posredovali dotičnim inštitucijam, ki se ukvarjajo z stanjem na tem področju, da bi lahko bilo boljše in pa, da jih bomo lahko posredovali javnosti, ki se tudi to tiče, staršem, učiteljem, tistim, ki vzgajajo otroke v prvi vrsti, da bodo lahko se bolje odločili pri svojih pogovorih z otroci.